Moje ime je Marko Milenkovič, gledate rubriko Gospodarstvo. Pomanjkljive evidence, antidatiranje pogodb in omejevanje konkurence je le nekaj nepravilnosti, ki jih razkriva revizija zaključnega računa države za leto 2022. Več o tem s predsednico Računskega sodišča Jano Ahčin. Tovrstno domačijsko poslovanje naj bi prispevalo tudi k napihovanju cene popoplavne obnove, ki je narasla na skoraj 10 milijard evrov. Gospodarstveniki in bankirji svarijo pred nepredvidljivimi posledicami ad hoc višanja in uvajanja novih davkov. Pridružila se mu predsednica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Campirolo. Z državnim proračunom vlada določi, kam bo namenila koliko denarja. Proračun torej dejansko določa ukrepe in politike države. A tudi letošnji, že drugi rebalans in proračun za prihodnje leto, ki obsežna sredstva za popoplavno obnovo potiskajo globoko v primanjkljaje, sta še vedno zgolj načrta. Na drugi strani zaključni račun za leto 2022 črno na belem razkriva, kaj in kako se je s proračunskimi sredstvi dejansko počelo. Lani je imela država skoraj 2 milijardi evrov manj prihodkov, a tudi skoraj 2 milijardi evrov in pol manj odhodkov in tako pridelala 1,4 milijarde evrov globok primanjkljaj, ravno nekje med letoma 23 in 24. No, sama vsebina zaključnega računa ima sicer nekaj napak in pomanjkljivosti, a Računsko sodišče jo ocenjuje pozitivno. Celo vrsto nepravilnosti pa razkriva pri dejanski porabi proračunskih sredstev strani vladnih uporabnikov, ki jim je zato izdalo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti pri dodatkih plačam v javnem sektorju, pomanjkljiv nadzor in evidence pri transferih, v proračunu niso izkazani vsi prejemki, ki pripadajo državi ter izdatki. No, glede na to, da se tam obračajo milijarde, pa skrbijo predvsem napake pri javnih naročilih, ki Računsko sodišče opozarja, da država z neustreznimi postopki, prepoznim ukrepanjem ob sklepanju pogodb za nazaj in neustreznim nadzorom dejansko onemogoča konkurenco. No, ali se z javnimi financami res dela tako po domače, kot se zdi iz tega poročila, nam bo zdaj pojasnila predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin. Gospa Ahčin, hvala, ker ste si vzeli čas. Računsko sodišče je izdalo mnenje s pridržkom na del proračuna, ki se navezuje na izvajanje proračuna. Ne na samo vsebino, ampak na njegovo izvajanje. Kaj bi nas moralo tu najbolj skrbeti? Pozdravljeni. Tako kot ste rekli, Računsko sodišče vsako leto naredi revizijo zaključnega računa proračuna in v letošnjem letu je v tem drugem delu, kjer gledamo pravilnost izvršitve oziroma izvajanja državnega proračuna, dalo mnenje s pridržkom. Največ nepravilnosti, ki smo jih tukaj zaznali, se nanaša na področje plač, odhodkov in transferov. Zdaj, ko pravite, kaj bi nas moralo najbolj zaskrbeti, morda je to, da nekatere zakonske podlage so resnično precej kompleksne in morda prihaja do nepravilnosti tudi zaradi nepoznavanja same problematike. Tukaj natančno, oziroma govorim predvsem z področja zakona o javnih naročilih, tukaj je kar nekaj nepravilnosti. To imamo že kar dolgo časa, tudi Fiskalni svet opozarja na precej domačijsko poslovanje. Nenazadnje se preko javnih naročil trošijo kar nekaj milijard vsako leto. So neki ukrepi, ki bi jih morali sprejeti, da bi to izboljšali, popravili? Jaz mislim, da je tukaj predvsem sprotno izobraževanje, obveščanje uporabnikov, na kaj bi morali biti pri vsem tem pozorni. Seveda pa pri tem lahko pomagajo tudi naša poročila, ki jih izdajamo iz tega področja, kjer dajemo številne priporočila in ukrepe. In kolikor bi proračunski uporabniki to spremljali, bi bile napake oziroma nepravilnosti lahko manjše. Gre pa za napake in nepravilnosti, ne za morebitna kazniva dejanja ali zlorabe. V tokratnem revizijskem poročilu definitivno nismo zaznali nobenih kaznivih dejanj. Z tega področja pa tudi v preteklosti, kot se spomnim, na tem področju ne. Zaznavamo seveda sume prekrškov in v zvezi s tem seveda obvestimo tudi pristojni prekrškovni organ, ki potem v skladu s svojimi pristojnostmi postopa dalje. No, bomo spremljali razvoj dogodkov. Najlepša hvala za ta pojasnila, gospa Ahčin. Prosim lepo.
No, glede na domačijsko uporabo sredstev državnega proračuna smo upravičeno zaskrbljeni, kako bo država in katerakoli vlada bo takrat na oblasti trošila sredstva za obnovo. Vlada je namreč naračunala, da bomo za popoplavno obnovo namenili skoraj 10 milijard evrov, kar je nekajkratnik dejanske prijavljene škode. Zato ne moremo mimo občutka, da tako visoka ocena zagotavlja manevrski prostor in to je res, da je precej proste roke pri dejanski porabi. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki je trenutno v javni obravnavi, namreč zgolj okvirno določa, kje naj bi teh 10 milijard evrov vzeli. Obvezni solidarnostni prispevek je vlada zdaj nadomestila z začasnim zvišanjem davka od dohodka pravnih oseb. Ob nominalni davčni stopnji 19%, ta v proračun leto prispeva približno milijardo evrov in pol. No, v povprečju podjetja plačujejo približno 15% davčno stopnjo, ampak 3 odstotne točke višja davčna stopnja bi v naslednjih 5 letih v proračun prispevala nekako dodatno milijardo do milijardo in pol evrov. Podjetja si ta davčno obveznost sicer lahko znižajo, za banke pa vlada predlaga nov davek na bilančno vsoto. Ta znaša skoraj 52 milijard evrov, ta davek naj bi znašal 0,2%, kar pomeni dobrih 100 milijonov evrov, ampak v 5 letih bi tudi to naneslo kar dobre pol milijarde evrov dodatne v proračun. Vlada vztraja, da banke izrazito dobro poslujejo v zadnjem času in zato naj prispevajo svoj del. No in banke res dobro poslujejo. Skoraj podvojile so si neto obrestno maržo in tako donosnost kapitala zvišale na več kot 8%. Samo letos so bilančno vsoto povečale z 1,3 milijarde na skoraj 52 milijard. No, ampak banke opozarjajo, da se ti dobri časi lahko zelo hitro končajo in novemu davku nasprotujejo. V studiu se mi zdaj pridružuje predsednica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Caprirolo. Gospa Caprirolo, davek na bilančno vsoto deluje nekako kot varovalka, da si banke ne bi znižale davčne obveznosti pri davku od dobička, kot si jo lahko podjetja. Tudi vi to tako vidite? Davek na bilančno vsoto bank je povsem nova oblika, ki ni podobna ne preteklim davkom na bilančno vsoto bank, niti primerljivim dan danes. In tako kot je zastavljena močno z vidika obveznosti odstopa od česarkoli primerljivega v Evropski uniji in seveda s tem prinaša kar veliko negativnih posledic, ne samo za banke, predvsem za gospodarstvo in prebivalce. Banke ste naštele kar nekaj razlogov, zakaj temu davku nasprotujejo, od diskriminatornosti do ogrožanja finančne stabilnosti. Ampak kateri je tisti ključni razlog, ki vas najbolj skrbi? Najbolj nas skrbi stalno spreminjajoča se davčna zakonodaja, kjer pa ne samo za banke, ampak za celotno gospodarstvo. Včeraj smo vsi prispevali solidarni prispevek, danes se tega ukinja. Mimogrede, to je najbolj običajen način za financiranje v vseh normalnih državah pač posledic naravnih nesreč. Pri nas se pa uvajajo davki zelo na hitro, sporadično, ne v okviru celotne davčne reforme za financiranje državnih potreb, ki so dolgoročne narave. Zdaj, kar se tiče negativnih posledic tega specifičnega predlaganega davka na bilančno vsoto, so zadržki oziroma strahovi taki, kot jih je izražala tudi Evropska centralna banka v predvčerajšnjem objavljenem svojem mnenju. Namreč posledice takega davka bomo čutili vsi. Kaj tak davek pomeni? Pomeni višjo ceno zadolževanja in s tem seveda nižjo dostopnost za posebej tiste, ki so manj bogati. In tako kot so bili prikrajšani manj bogati v času nizkih obrestnih mer, ko se niso mogli zadolževati spet zaradi nekih nacionalnih ukrepov, bomo sedaj vsi prikrajšani ponovno v času, posebej, ko se ohlaja gospodarstvo. Drug zadržek je v primeru, če se ne podražijo te storitve, potem pa seveda ne bo generiranja kapitala, ki je pa potreben za to, da se sploh omogoča neko kreditiranje, ker se bodo začele pač bilančne vsote krčiti. Ravno pri tem, kako odgovarjate predlagateljem zakona, namreč vztrajajo, da banke, finančni sektor tako dobro posluje v zadnjem času, da si ta davek lahko privošči? Banke seveda poslujejo zelo dobro, posebej v letu 2023, gre pa seveda za učinke enkratne in prehodne narave,
ki se bodo pa mogoče ravno zaradi tega davka lahko še celo podaljšale, ker dobički izhajajo iz postopnega prilagajanja višine depozitne in kreditne obrestne mere in tak davek, kot je zdaj predlagan, bo sigurno vplival na to, da se bodo obrestne mere na depozite še počasneje dvigovale. Poleg tega pa bančni sistem kljub tem dobičkom še zdaleč ni najbolj dobičkonosen gospodarski sektor v naši državi. Razumem, pri nas je še dodatno, da so podjetja še toliko bolj odvisna od bank, ki so pravzaprav glavni njihov vir financiranja. Gospa Kajperirono, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Hvala za povabilo. To je bilo vse za danes. Oglejte si še Magnet in nas videne prihodnjič.